zbornica poziva k nadzoru nad domovi za starejše oziroma pripravo seznamov, pravi, da je bilo etično sporno, zlasti če so bili pripravljeni na zalogo in če niso z nami sodelovali sami oskrbovalci oziroma njihovi svojci. Ja, torej zdravniška zbornica seveda ne naredi nadzor, če misli, da je bilo karkoli narobe, jaz s tem nimam nobene težave. Zdaj jaz lahko komentiram predvsem to, kar je ministrstvo delalo v tem obdobju in jaz sem s tem, kar smo naredili, zadovoljen. Mirno lahko rečem seveda, da ni bilo niti naše navodilo, niti nismo delali absolutno nobenih seznamov. Da pa glede na ta list, ki je bil tudi na televiziji prikazan, ta vložni list, pod njega se podpišem tudi jaz, pripravila ga je državna koordinatorka za paliativo. Morate vedeti, da paliativa je del medicine po celem svetu, to ni posebnost Slovenije in pomeni tudi, dajmo reči, tudi dostojno poslavljanje od življenja, ker pač enkrat ta trenutek pride in mislim, da je ta list korektno sestavljen, nihče ga ni skrival, bil je javno objavljen, tako da ni nobena skrivnost. Absolutno so pa naša navodila bila jasna in nikogar v nobenem primeru niso pooblaščala, da bi kakršnekoli sezname delal. In jaz še vedno trdim in upam, da je tudi na ta način delo potekalo, da pač zdravnik odloča, kdo potrebuje bolnišnico in kdo je tisti, ki je ne potrebuje. Skratka, vi ne boste tega nadzirali oziroma pozvali domov za starejše, ne pojasnim še enkrat zadevo, kakšno sezname so pripravljeni. Torej, absolutno bi prosil, zato ker to, kar sem videl, en tak formular sem videl, ki ga ni ministrstvo pripravljalo in se mi ne zdi korekten. Če to obstaja, potem bo potrebna ocena, zakaj in kdo je to pripravil in to moramo razčistiti, jaz se s tem strinjam. Kljub vsemu pa še vedno mislim, da smo dosegli res dober rezultat, da je bil zelo majhen odstotek okuženih, ne nazadnje tudi, če primerjamo smrtnost med starejšimi v Sloveniji pa v drugih državah, ni zato pri nas nič večja. Manj je umrlih kot v lanskem letu in predvsem pa spravim, to, kar se mi zdi krivično, pa je, da imam občutek, da to nekdo v politične namene dela in ravno paliativna medicina se mi zdi, da je tista, ki, spravim, kot rečeno, neko korektnost in dostojanstvo za človeka, tudi ki odhaja, predstavlja in brez zlorab na takšen ali drugačen način in mislim, da se ravno te ljudi danes zlorablja in v resnici mi je najbolj žal za svojce, ki verjetno zaradi vsega tega imajo tudi določene dvome v vse postopke. Tudi če je šlo za paliativne postopke, bi verjetno svojci oziroma vsaj oskrbovanci morali zraven sodelovati, da je to tisto sporno, kar se vidi, da so to samo zdravniki pripravili. Veste, jaz lahko komentiram to, kar je bilo ta ocena ali pa ta vložni list, ki ga je pripravila naša koordinatorka za paliativo oziroma državna. Ne. Notri je jasno tudi obveza po seznanitvi svojcev in morate vedeti, da gre v tem primeru za enostavno oceno zdravstvenega stanja nekoga, ki je že v domu, predno pride do neke morebitne okužbe. In glede na to, da se zdravniki menjajo tudi v domovih in še posebej tudi v času epidemije, jaz mislim, da je to predvsem lahko samo pomoč zdravniku, da se bo lažje odločil, kako bo eventualno bolnika, pri katerem je prišlo do okužbe, zdravil. In tudi tu ima samo opcijo, vkolikor jo želi, da ima tudi na možnost nekega konzilija. Absolutno smo pa tudi zapisali, da kakšnikoli konziliji, ki bi predhodno ocenjevali stanje bolnikov, da za nas niso sprejemljivi. Za naprej v izogib takšnim situacijam boste dali kakšne enotne navodila? Torej, veste, ja, to je enotno navodilo, ki smo ga mi dali. Spravim, težko komentiram, zakaj, če je prišlo nekje drugje, zakaj je kakšen koordinator lahko sestavil drugačno navodilo. Glede na to, da tudi iz našega pooblastila za koordinatorje je samo določeno, da zagotovijo ustrezno delovno silo, ustrezno pomoč zdravstvenega osebja in nič več kot to. Zdaj, kako so si delo organizirali, nekateri očitno na načine, ki niso tudi zame v celoti sprejemljivi.
Mislim pa, da je kljub vsemu, da do zlorab vseeno ni prihajalo.